Ja, moram povedati, da vsako leto organiziramo čistilno akcijo v naši krajevni skupnosti. Opažam, da je smeti kar manj, kot je bilo prej, veliko manj. Je pa predvsem se najde maske, maske so razmetane povsod, pa plastike, raznega polovinila, pa piksne od piv in raznih takih pijač. Kaj smo našli? Plastenke, stiropor, vsega. Pločevinke, pa teh cigaretnih škatlic, pa tega vsega. Ja, bo treba bolj skrbeti za naravo. Žal je tako, mislim, da bi šole morale malo več na mlade pritiskati in dopovedovati, da če bomo tako delali naprej, da tudi ne bomo imeli pitne vode čez par let. Tako da je treba malo zaveščati mlade. So pa ljudje, kateri ne moreš dopovedati, ker pač vseeno, marmo je za okolje, marmo je za vse, mečejo v pusto. Čeravno je tako narejeno, da lepše ne more biti, ko je, kajti komunala nam pride domov pobrati smeti na dvorišče, so še pa enih, da raj pusto odmečejo, kot pa da bi doma to odložili. Da naj pazijo, kam dajo svoje odpadke. Meni ni problem, meni je groza, ko se pelam ali s kolesom ali grem peš, pa vidim polno smeti po tleh. Najbolj skrbijo za naravo, no. In tudi bolj za sebe. Ne moramo reklame delati, pločevinke so, ne moramo reči... Tako, pivsko. Pivsko. Prehranjeno. Pa masko. Ja, imeli podporo krajevne skupnosti in krajanov. Žal je več organizacij v našem je 10 društv, naši krajevni skupnosti je 10 društev, ampak žal se niso tako odrežili. Je pa krajevna skupnost in posamezniki iz društev pa ni bilo dosti kaj. Je bil danes uspešen dan? Na moč. Je, dobre. Kaj vsega ste našli? Dobra letina. Dobra letina. Ni to vse, gremo dalje. Kaj ste pa našli? Največ je bilo manj piks, največ pa je bilo mask. Na vsaki par metrov je bila maska. Šli ste pa samo ob glavnih cestah. Ja, ja. Tudi vi prihajate s polno vrečo. Kaj ste danes nabrali? Največ plastike. Največ plastike, potem pa piksne od raznih pijač, piv in Coca-Cola in take stvari. Zdaj 2 leti nas je COVID kar pritiskal. Upam, da se bo to umirilo, da nas ne bo letos še mogoče kakšna vojna. Vsej upajmo, da ne. Tako da letos načrtujemo kmalu v naslednjem mesecu načrtujemo en pohod, in sicer pohod po naši krajevni skupnosti. Pol čez leto razne aktivnosti, ko jih imamo, mogoče tudi kak izlet. V jesenskem času imamo zmeraj eno kulinarični dan, kjer bomo nekaj kuhali. Pol pa pride že počasi zasajenje rož, je treba zdaj nas pomlad, pol pa v jeseni spet sadimo rože, ogrejamo okolico, pa novo leto, okrasitev in tako da, kot vsako leto ponavadi.